Morda za začetek vemo, kaj prinašata ti dve tekmi, kaj prinaša pravzaprav tekma z Dansko. Vi ste v tej reprezentanci res že dolgo časa, morda na nekaj velikega čakate, ja. Res dolgo časa. Zavedamo se, seveda se zavedamo, kaj nam prinaša ta ciklus, ne samo te dve tekme. Ne delamo neke drame preveč, delamo, kakor smo delali do zdaj, treniramo, se družimo in to je tisto, kar je najbolj pomembno. To je tisto, kar nas je vodilo do tega, kjer smo prišli zdaj. Tako da mislim, da kot pri vsaki tekmi pravi pristop z naše strani mora biti in tudi potem posledično je tudi rezultat na naši strani, tako da dali bomo vse od sebe na prvi tekmi, katera je najbolj pomembna od obeh. Kako se torej nekako lotiti Dancev? Pa vemo, kakšna reprezentanca so, ker zelo kvalitetna reprezentanca, nekateri igralci manjkajo, ampak sigurno, kolikor smo se pogovarjali, bojo imeli tudi veliko dinamike, igrajo doma, pač treba bo biti taktično zelo dober na igrišču, te neke daljave med nami na igrišču, neka komunikacija bo najbolj pomembna, tako da dali bomo pa vse od sebe, da pač jim onemogočimo tiste njihove najboljše kvalitete. Hvala. Jasmin, ti si edini iz te garniture, ki je pred 8 leti igral podobne tekme, kot je Slovenija nazadnje igrala. Koliko ti je še spominil tista Švica, pa potem tiste dodatne kvalifikacije in pa kako hitro potem mine čas, da človek pride že proti koncu kariere v novo tako priložnost? Ja, pač tista tekma v Švico je še kar nekako v glavi, se še kar nekako spominjamo tega, kako se reče, tega negativnega trenutka, ampak pač v življenju je treba iti čez neke negativne trenutke, da bi potem prišel na neko visoko raven, da bi lahko neke stvari naredil tudi na podlagi tega. Tako da danes smo lahko ponosni vsi skupaj, jaz prvo, potem pa tudi druge fanti, ker imamo res grupo fantov in igralcev res na top nivoju in vsi so v redu, vsi se trudijo, si pomagamo en drugmu. To za proti koncu karijere, to pa se še ne bi o tem pogovarjali. To ni še tema zame. Kaj se je zgodilo v tej reprezentanci v zadnjem letu? Od tistega Beograda, pa pol preobratu v Oslo, potem vse, kar se je dogajalo takrat. Kako bi ti opisal, kje je bil tak? Pa kako naj povem, nekako, mogoče ste nam tudi vi nekako delali nek pritisk, sami smo si naredili nek pritisk, ampak če vse skupaj to damo, smo pač nekako smo bili sami tam noter, smo se morali pogovoriti s sabo, smo morali nekatere stvari tudi mogoče malo spremeniti. Drugačen odnos je bil med nami, na igrišču, izven igrišča. Te nekatere stvari, ki se spremenijo, te tudi potem nekdo tudi nagradi. In jaz mislim, da sama želja, tudi na treningih, neko iskanje neke igre, nekih principov, neke taktike, taktičnih nekih zamisli. Pač tega se je treba držati, smo spoštovali vsi od prvega do zadnjega, pa sploh nima veze, kdo je bolj izkušen, kdo je mlajši, kdo je najstarejši. Jaz mislim, da samo ta pot nas je pač pripeljala tam, kjer smo. Koliko ti je žal, da zdaj Jojo ni del tega? Vemo, da si dvojčkrat poudaril, kaj vse je naredil zate, vemo, kaj vse je tudi v težkih trenutkih naredil za to reprezentanco. Koliko bi si želel, da bi zdaj bil zraven teh najlepših dni? Jojo, se sami veste, kako imam jaz pač odnos z Jojetem. Jojo je zame bil, kako naj rečem, najboljši prijatelj. Vedno sem ga cenil največ kot človeka, kot igralca, čeprav sem ga tudi kot igralca največ cenil, ker je zame bil res, mislim, je še kar. In sigurno je vsakemu žal, kad nekoga ni zraven, ampak pač življenje gre naprej, on ima izbral neko drugačno pot, se tega drži in pač jaz mu želim vse najboljše, ampak zdaj, kdor je tukaj, brez njega se mora, tako da pač gremo naprej, bomo naredili to tudi. Po eni strani delamo tudi to za njega in za vse nas, tako da, ampak vsi so del reprezentance, tudi tisti, ki jih mogoče ni tukaj, so lahko jutri spet tukaj, tako da vsi so del reprezentance. Brez da bi spet poudaril, da si najstarejši v reprezentanci, imamo tudi 20-letnike, recimo v začetni enajsterici, pa nasploh v reprezentanci. Kakšen je ta razkorak? Je v tebi več 20-letnika ali v Šeško več 35-letnika? Jaz mislim, da je v Šeško to več tega 35-letnika. Po izkušnjah. Jaz mislim, da te 20-letniki tako zadevajo velike izkušnje na igrišču, še posebej pa izven igrišča, kjer se neka odgovornost mora sprejeti, kjer se neko spoštovanje mora imeti, nima veze. Tudi nek 20-letnik lahko
naprimer najstarejšemu pove neke stvari, ki mu mogoče ne pašejo. In to je pač tisti odnos, ki smo ga mi imeli, ki ga mi imamo in ki ga držimo in ki ga hočemo obdržati, da bi naredili nek rezultat. Kakva beseda od Danske? Danska je bila favorit time, glede na rejting, tradicijo. A je da zdaj upravičeno to vlogo? Kako ti razmišljaš? Naj bodo še kar favoriti. Imamo rajše, da je nekdo favorit, potem je pa, vse veste kako je, potem se na igrišče stopi 11 na 11 in se dokaže pač in se pokaže, kdo je boljši. Ne samo kvaliteti. V nogometu je veliko drugih nekih kvalitet. Je ekipa, katera igra veliko časa skupaj, ekipa, ki diha kot eno na igrišču, ki se bori za vsako žogo, ki komunicira. Tako da jaz mislim, da je veliko drugih segmentov, ki ti dajo neko pravico do favorita. Ampak je v redu, čeprav, če so favoriti, naj bodo tudi favoriti. Kakva je ta razlika domača, kako je igrišča, kako je uspešni na obeh nazadnje? Ja, se pravim, vse je odvisno od nas, vse je odvisno od nas, nima veze, a igraš doma, a igraš to nekako vedno poudarjam pred tekmami. Se pravi, ne smemo delati razlike igranja doma, igranja v gosteh, se pravi, mi moramo ostati isti. Mi igralci se ne spreminjamo po 2 dneh, se pravi, mi ne bomo po eni slabi tekmi ali po dobri tekmi doma najslabši ali pa najboljši, se pravi, moramo ostati na nekem normalnem nivoju, ampak da ta nivo držimo, da ne gremo niti gor preveč, niti dol preveč. Rekli ste, da na vsako tekmo gledate nekako enako, vseeno pa pred takim mejnikom, kot je možnost uvrstiti na Evropsko prvenstvo, verjetno drugačne občutke, vseeno v tem pričakovanju pred tekmo. Že proti Finski je selektor omenil žgečkanje, Balkovec, metuljčke, kako bi vi opisali te dni pred tekmo? Emocije so, veliko ti prevladajo emocije. Tudi, ko si v klubu, sem veliko razmišljal, pač samo kdaj bo ta trenutek, da že napoči ta trenutek, da vidimo pač, kje smo. Mi smo zelo blizu, tega se moramo zavedati, tega se je zavedam. In te prilike res ne smemo izpustiti. Vsi skupaj. Če bo vsak razmišljal spet nekako zase, jaz hočem to, jaz hočem ovo, ne. Če hočemo nekaj narediti, če hočemo nekaj pač na to evropsko, bomo to naredili samo skupaj. Dolgo je že od zadnje uvrstitve Slovenije na veliko tekmovanje, še veliko dlje od zadnje uvrstitve na Evropsko prvenstvo. Kako se sami spominjate tistih dni leta 1999, ko se je Slovenija prvič uvrstila na Evropsko prvenstvo? Seveda, to so bila zlata leta za Slovenijo. To se še kar govori zlata generacija. Kakor sem že večkrat omenil, se ne obremenjujemo preveč s tem. Kar je bilo, gledamo naprej in jaz mislim, da teh 7 dni, 10 dni pred nami je nekako najbolj pomembnih v naši karieri. Še posebej v moji, jaz mislim, da meni je to nekako ena od najpomembnejših tekem v moji karieri. Vseeno, mogoče, če se spomnite, kje ste spremljali tisto tekmo v Kijevu takrat? Kijev. Se spomnite mogoče? Ja, verjetno sem bil nekje tam v Kaniževcu, sem bil na igrišču. Ker doma pred televizijo, ko sem bil toliko mlad, pa res sem bil veliko malo časa. Tako da. Največ časa sem preživljal od Juni, kar je bilo nekako najboljše, če gledam na danes. Da, ampak sigurno, zlata leta, se je veliko govorilo o tem, veliko se je gledalo te tekme slovenske reprezentance. Veliki igralci so igrali tam v slovenske reprezentance, tako da nekako moramo tudi mi pustiti nek svoj, tako reče, pečat. Na tole, pred te zadnji 2 pomembni odločilni tekmi, če pred zadnjo, že tudi odločilno tekmo, res z eno lepo popotnico, morda če s tem začnemo, verjetno lepo prideti s popotnico 2 golov, pa podaj z dobro strelsko formo, s samozavestjo za te pomembne reprezentančne tekme. Ja, lahko rečem, da je najlepši vikend za mano v Brdoju. Res ena dobra tekma, tako z moje strani, kot tudi z ekipe. Res smo rabili to zmago, tudi meni je zdaj lažje priti reprezentanco po 2 golih, tako da ja, ena lepa popotnica za ta reprezentančni zbor. Kako izgledajo treninge, kako se skupaj pravzaprav v teh pripravah izgleda, kaj drugače morda kot pred oktobra, pa tudi septembra. Že takrat so bile pomembne tekme, ampak zdaj pa res je treba postaviti pika na i. Pa mislim, da ni neke drugačnosti, vse poteka enako, vse je splanirano že naprej, tako da mislim, da smo sredotočeni na en cilj in pa delamo, kot smo delali prej.
težko pričakujete že to petkovo tekmo proti Dancem, ko se že pred zadnjo da potrditi Evropsko prvenstvo? Ja, res mislim, da smo oddelali ene dobre kvalifikacije, ampak ni še konec. Res nas čaka zdaj prva res pomembna tekma na Danskem in mislim, da moramo biti tam fokusirani in pripravljeni. Kaj še Dance pričakuješ? To so malo oslabljeni. Pa ja, ne bi rekel, da so oslabljeni. Imajo res eno dobro, kvalitetno ekipo. To kaže na vsakem svetovnem evropskem prvenstvu vedno. Ponavadi prijejo skupine, tako da res so ena kvalitetna ekipa. Prejemajo malo golov, kar je neka dodatna motivacija sploh za nas napadalce. Ja, mislim, da bo ena dinamična reprezentanca s trdo obrambo, kot sem že rekel. In ja, ampak če bomo mi pravi, se nas lahko veliko vpraša. Žan, ko smo bili nazadnje tukaj, je nekako se govorilo, da je Jerera postal nov trener. Kako sta se vmes ujela, koga vidiš kot trenere, kot človeka, kot nekoga, ki ti zdaj pomaga na tvoji poti? Ja, lahko rečem, da smo se ujela že v prvem dnevu. Poznala smo se že prej, ne osebno, ampak ja, vedela smo drug za drugega, ampak za Bordeaux res poteka zaenkrat z moje strani res zelo dobro, vidi se napredek, tako da ja, lahko rečem, da je res ena pozitivna točka. Ti je kaj naročil oziroma zaželel na poti v reprezentanco oziroma kakšne dobre želje poslal v Sloveniji na splošno, glede na to, koliko časa je bilo? Pa ja, rekel mi je samo naj uživam na igrišču in pa da bo vse prišlo. Čutiš, da je lažje zdaj v klubu, ker je prišel trener, ki te pozna že prej? Pa ne bi rekel, da je lažje, ampak ne vem, čuti malo domačnosti, bi lahko rekel. Res je bil 1 leto pa pol skoro v Sloveniji, tako da ja, čuti malo pridiha Slovenije, ampak ja, ne bi rekel, da je kaj lažje. Imate kaj kakšnega tega derbi odnosa Olimpije, Maribor, kaj takega, ali Celje, Maribor, ali on je bil zdaj in Celje in Olimpije? Na začetku je bilo prvi teden, ampak pol zdaj smo v enem klubu, vsi iz enega razloga in zdaj smo plavi. Kako je kaj prilagajanje v Franciji, realno zdaj po nekaj časa sem zdaj že tam, kako je jezik, liga, mesto, vino, Bordeaux. Ja, ne, imam same pozitivne besede glede mesta, glede kluba, kot tudi jezika, vedno bolj mi je priljubljen. Na začetku res je zelo težko, ampak ja, ko si tu 3-4 mesece, že razumeš dosti stvari. Res da govoriti je kar zakomplicirano, ampak tudi to bo prišlo. Glede lige pa ja, res je ena močna liga, res neka stopnička više v moji karieri in pa ja, mislim, da se prilagajam vedno boljše. Na začetku je res bilo težko, kar mislim, da je vse posod, ampak sedaj mislim, da je vsak trening boljši. Si že prinesel selektorju kakšno buteljko? Ne še. Se je selektor tudi recimo v teh dneh kaj pošalil ali pa niti ne pošalil, pa rekel, zdaj ko v klubu zabijaš, moraš tudi reprezentance, ali ti ne daje tega pritiska? Ne daje mi pritiska, ampak ja, vemo, zakaj smo tu. Sploh napadalci smo zato, da dosegamo gola in pa ja, to je glavni cilj za naslednje 2 tekme. Mislite, da se vam bo zdaj po tej prvi zmagi pod Riero odprlo, kako ste pred sezono napovedovali, da je cilj uvrstitev nazaj v prvo ligo? Ja, začetek res ni bil po naših željah, slabo smo vstopili v ligo, ampak zdaj z novim trenerjem mislim, da so se stvari spremenile, ampak prve 3 tekme tega niso pokazali. Res smo bili dominantni na igrišču, ampak nažalost so nas tudi naše napake stale zmag ali pa tudi neodločenih izidov, tako da ja, ampak mislim, da ta zmaga nam lahko da dodatno motivacijo, dodatno samozavest za naprej in mislim, da bo šlo samo navzgor. Vem, da boš rekel, da je vse in kdo doseže gola, ampak si sanjal kakšno od zadnjih noči zadetek za uvrstitev na Evropsko prvenstvo? Ne, nisem sanjal, ampak ja, res je, da vseeno kdo zadane. Važno je, da se odigra neka dobra tekma in da smo vsi po tekmi zadovoljni.